Danes je Slovenska demokratska stranka vložila predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma. Glavni razlog za to vložitev zakona je, da se poveča učinkovitost dela Urada za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma. Sedanja ureditev je namreč takšna, da urad nima preiskovalnih pooblastil, da urad spremlja transakcije oziroma po zakonu so banke, hranilnice, igralnice, tudi notari in odvetniki dolžni sporočati sumljive transakcije oziroma tiste transakcije, ki znašajo več kot 15.000 evrov, tukaj gre lahko tudi za zaporedne transakcije, če seveda se tako ugotovi. Nato pa ta urad dejansko prenese takšno informacijo na Banko Slovenije ali na katerikoli drug preiskovalni organ v državi. Takšen način seveda pomeni to, da ima urad predvsem neko administrativno vlogo, da sumljive transakcije evidentira in seveda potem sporoča naprej. Z samo spremembo zakona pa bo urad imel preiskovalna pooblastila. Poleg tega pa se bo uradu določila tudi obveznost, da najmanj enkrat na leto poroča o svojem delu državnemu zboru in tudi dejansko se s spremembo zakona širi krog pobudnikov, tistih, ki dajo uradu pobudo, da začne zbirati in analizirati podatke, informacije in dokumentacije. Eden izmed razlogov, da se je Slovenska demokratska stranka odločila, da uradu, oziroma da predlaga, da ima urad tudi preiskovalna pooblastila, je število transakcij. In če gledamo transakcije od leta 2008 dalje, potem dejansko vidimo, da je po vseh členih zakona, tistih členih, ko morajo banke, zavarovalnice, leasing hiše, pošte, notari, odvetniki sporočati informacije uradu, da skratka število teh informacij narašča. Narašča, če želite, od 193 takšnih transakcij v letu 2008 na 498 transakcij v letu 2012, če govorimo o transakcijah, s katerimi se predvsem ukvarjajo banke in hranilnice. Če pa pogledamo skupno, pa lahko rečemo, da se je v istem obdobju število transakcij, ki jih mora urad preiskovati oziroma evidentirati, več kot podvojilo. Zaradi tega je seveda dodelitev uradu preiskovalne pooblastila upravičeno. Navsezadnje imajo takšne ureditve tudi v drugih državah, Švedska, Irska, Belgija. Kaj pravzaprav to dejansko pomeni? Dejansko pomeni, da bo urad ob tem, če obstajajo sumi pranja denarja ali financiranja terorizma, da bo v tem primeru urad izdal nalog za preiskavo, kjer bo seveda navedel okoliščine, iz katerih izhajajo razlogi za sum in seveda tudi v tem nalogu bo navedeno, kaj naj se razišče in seveda tudi stranke, ki so lahko fizične ali pravne osebe, pri katerih se bo preiskava opravila. Preiskavo bo opravljal inšpektor, lahko bo celostna ali delna, lahko bo se nanašala le na posamezno področje poslovanja oziroma le na določene transakcije, lahko pa bo ta preiskava, kot sem že omenil, celostna in to bo odločil urad oziroma predstojnik urada. Preiskava se bo začela z vročitvijo sklepa, podobno tudi kot pri davčni preiskavi in tak sklep mora biti vročen,
po 3 dneh, če zavezanec seveda, oziroma če stranka ne otežuje preiskave, pa se ta preiskava dejansko lahko začne. Preiskava se lahko upravlja v prostorih stranke, lahko se pa seveda upravlja tudi v drugih prostorih. V zakonu so dana pooblastila inšpektorju, se pravi, da lahko pregleduje listine, da lahko stopa na zemljišča, če ugotovi sum pranja denarja ali financiranja terorizma. In seveda tukaj je tudi zaveza dajanja podatkov. In hkrati ima stranka v postopku tudi določene pravice, predvsem mora biti tekoče obveščen o poteku preiskave in seveda tudi o vseh pomembnih dejstvih in dokazih. S tem se bo uradu dejansko dalo preiskovalna pooblastila in s tem v Slovenski demokratski stranki menimo, da se bo seveda zmanjšalo število transakcij, ko gre za pranje denarja oziroma financiranja terorizma, da bo urad tukaj dejansko postal učinkovitejši in seveda, da bo po drugi strani to prispevalo k temu, da bodo vse transakcije dejansko, ali pa vedno več transakcij v Sloveniji legalnih in da navsezadnje bodo sumljive transakcije, če gre za pranje denarja ali financiranje terorizma, da bodo v tem primeru seveda tisti, ki upravljajo takšne transakcije, seveda tudi ustrezno sankcionirani, saj navsezadnje nismo pozabili niti na globe v primeru kršitve tega zakona.